Živijo, dragi moji, in lepo pozdravljeni iz duhovnega ateljeja Potovanje dušo. Vstopamo v mesec, ki bo vsekakor, kako bi rekla, energijsko nepredvidljiv. Mogoče se res ne bo dal vedeti za en teden naprej, kaj se bo dogajalo, zato ker mi vsi kreiramo za zakonom svobodne volje. Pa vendarle, kljub temu, da smo v nekem kolektivnem bazenčku, kjer vsi plavamo, včasih bi rabili kakšne rokavčke, definitivno je zelo dobro, da vsaj za sebe veš, kaj je tvoja smer v življenju, kaj je tisto, kjer te ne glede na zunanje spremembe vodi tvoja duša. In tukaj seveda pride definitivno na plano vprašanje o intuiciji in o jasnovidnosti. Tako da to je orodje, ki vam bo na splošno smisla nekje do konca leta prišlo zelo prav, zaradi tega, da boste sledili sebi in zato, da vas ne bo energijsko premetavala. Zdaj bi vam pa rada povedala, da če že boste hoteli slediti svoji intuiciji, da mečkam vas usmerim, pa da malo pogledamo, kakšen tip intuicije pa vi nosite v sebi. To je pa definitivno zelo dobro, da veš, zato da se mogoče po tem mojem videom učenju mečkam bolj na to osredotočaš oziroma mečkam bolj ozavestiš, da ti to imaš, oziroma najlažje ti bo aktivirati ta tip intuicije. Zdaj pa poglejmo, pripravila sem ti v kolikih 1, 2, 3, 4, 5, 6 vrst in tipov jasnovidnosti, za katere so mi predali angeli in so rekli, da bojo z vami nekako tukaj delali in najbolj z vami tudi komunicirali. Tudi angeli so tukaj zelo za tole obdobje, ki je pred nami, torej september, oktober, november, mogoče se bo decembra že neke energije spet menjale, bojo zelo pripravljeni preko teh tipov tudi seveda oni komunicirati z vami, kar se mi zdi zelo pomembno, ker angele poslušati v tem obdobju bo izjemno pametna stvar, Prvi tip je fizična jasnovidnost. Fizična jasnovidnost jo nosite vsi, ki neko stvar zagledate s fizičnimi očmi in dobesedno ti to pritegne pozornost in točno, veš, nekaj vidiš, nekdo bi samo skeniral, pa bi šel s pogledom mimo, medtem ko ti zaprav, temu rečemo, se zapičaš s pogledom v neki. Kaj je to? Zakaj je to tam? Razumeš? To so ljudje, ki recimo blazno tudi angelske fizične znake berete, ki točno vidite, razumeš, kdo bi šel lahko mimo kup peres, razumeš, pa če bi mu na glavo padale, ne bi vedeli, da mu probajo angeli karko sporočili, medtem, ko vi ne nosite blazno sposobnost te fizične intuicije, tudi preko svojega telesa, ko imate občutek, da nekaj ni prav, vas nekje stisne, ali pa razumeš, nekaj malo štihne in tako naprej. Zelo je dobro, da poslušate svoje telo, zaradi tega, ker je vaše telo je dobesedno orodje za intuicijo in tudi za signale. Predvsem pa opazujte, ko nekaj vidite ali pa vam nekaj pritegne pogled, razumeš, ti hočejo angeli nekaj sporočiti. Tako da za vas je opazovanje blazno pomembno, ampak vi ste temu rečemo fizični intuitivci, to pomeni preko telesa, preko in občutkov in preko tega, kar vidite v fizičnem svetu, ne podcenjevati to vrsto intuicije. Da se ljudje iščejo kaj bolj eteričnega, pa vendarle se ne zavedamo, da moramo biti hvaležni za ta fizična orodja, ki obstaja, ampak vi konkretno nosite definitivno to sposobnost in angeli vam bojo tega trenutka dalje, ko to poslušate, definitivno pripravljeni tudi govoriti stvari oziroma kazati te stvari oziroma nekako, da boste na telesu začutili od njihove prisotnosti do njihovega vodstva. Tako je velik fokusa seveda na svoje telo, ne si ga pa zastrupljati s kakšnimi težkimi stvarmi, zato da bo ta fizična intuicija čim močnejša. Tako da, veste kaj je še, Klem je še rekel, zdaj ga slišam od angela Mihaela, da itak pravi, da so oči ogledalo duše. Ja, saj to je res, ne? Oči so ogledalo duša, ne? Tako da dostikrat, ko se komu zazreš v oči, res vidiš tam marsikaj, pa marsikaj lahko prebereš, ne? Saj to je to, tako da hvala Mihaelu za razlago. Drugi tip jasnovidnosti je meditativna jasnovidnost, katero nosite starejše duše. Vi ste moje male dalajlamice, jaz temu rečem, Meditativna jasnovidnost je jasnovidnost, kjer si ti kot pač neka starejša duša nosiš v sebi toliko ene modrosti, tudi iz prejšnjih življenj in tako naprej, da rada poslušaš angele pa tako naprej, ampak vse te informacije najprej pridejo iz tebe ven. Iz tega, da imaš stik ti kot duša, razumeš,
za vsem, kar je, in odgovore v bistvu tvoja duša išče znotraj sebe, v tišini, v meditaciji, ko si v stiku sam s sabo, predvsem v meditaciji. Tako da vsi unika čute, da vam grejo meditacije ful dober, to pomeni, da v njih dobivate odgovore, cele stavke, vizije, vi ste definitivno meditativni jasnovidci, ne. Vi morate paziti definitivno v življenju vedno, da ne pridete do tega, da rečete, da ste preutrujeni za meditacijo, da ni časa za meditacijo, ko pol zgubljate ta stik. Ne, in pol tudi zgubljate to meditativno jasnovidnost, kar pomeni, da se te lahko odpelje stran od tistih odgovorov, ki definitivno so za tebe najbolj pomembni. Okay? Tako da vsi vi, ki vas meditacija tako kliče, ki imate občutek, wow, karkoli mi v življenju fali, razumeš, mi zrihta meditacija, imate ta tip meditativne jasnovidnosti in zelo je prav, da imate ogromno nekega tega stika. Zato jaz imam tudi ogromno meditativne jasnovidnosti, ne. Imam sicer kombinacijo večjih jasnovidnosti, okay, pa mogoče boste vi tudi čutili, da ste jaz temu rečem, da sem jaz, pa verjetno ste pol vi tudi hibridek, okay, jaz rečem, da sem hibridek, ampak recimo tole imam ful močno. In vem, da karkoli je, nikoli ne smem pozabiti na meditacijo. Seveda smo za jesen, ne vem, če ste videli, razpisali ful take mistične, ful lepe meditacije, spletne meditacije, tako pogledajte si na spletni strani, res vam bo ful všeč meditativni jasnovidci in seveda vsi ostali. Ok, naslednji ste bralni jasnovice. Kdo ste bralni jasnovici? To ste unika, znate preko orodij, preko prelepih orodij, ki jih imamo na planetu Zemlja, blazno brati energije. To pomeni, da ste to vsi unik, radi berete angelske karte, ali pa ste to magi, ki delate razno razne obrede, pa gordaš rastline, pa vidiš, razumeš, kaj se tam dogaja, ful radi uporabljate karte. Bralni jasnovici imajo nareš karte, ful radi opazujete barve in tako naprej, radi berete neko energijo, ki pa ima, torej recimo pač neke karte, ki pa ima nek fizični izvor. Veš, ko ima nekaj, kar je oprijemljivo, ker se vam preko tega potem energija povezuje. Okay. Vi ste neverjetni tudi pri tem, da delate obrede, da delate pozitivno magijo in seveda, da berete rune in tako naprej. Skratka, vas bo vedno vlekle te stvari. Nekatere sploh recimo ljudi ne vlečajo obrede in tako naprej. Jaz recimo mene pa tudi, zaradi tega tudi učim tečaje magije, pozitivne magije na spletu in v živo. Poglej si na potovanje duse.si, imamo tudi jesenske termine za belo in zeleno magijo, če si ta tip in te zanima, tako da po kukija, ne. Naslednji ste astralni jasnovici. Astralni jasnovici ste tisti, ko se vse umiri in greste spat, torej po noči za svojim astralnim telesom potujete okoli. Zdaj pa da najprej razložim, kaj je astralno telo. Astralno telo je tvoje svetlobno telo. To je tisto telo, veste, kaj tudi vidite v filmih, ko enkrat je naš čas in umremo, v bistvu svetlobno telo izstopi iz našega telesa in je nekako neka zibelka duše, okay, in odpotuje, se zna meddimenzionalno premikati po teh frekvencah, odpotuje naprej, pa vendarle ga imamo tudi za čas inkarnacije, seveda, zato pa je duša noter, z njegovo pomočjo, razumeš, kot sidro je to astralno telo, ga imamo v sebi, ne. In to astralno telo, veš, kaj ti po noč sanjaš, hodi okoli, zato te se ti zjutraj spomniš, veš, da si nekje bil, tudi rečeš, jaz vem, da sem nekje bil, jaz vem, da sem se z angeli pogovarjal, jaz vem, da se je točno to dogajalo. Zakaj ti to tako čutiš? Zaradi tega tvoje astralno telo ful močno potuje. Ko vsi te astralni popotniki, jaz temu rečem, o astralnih popotnikih sicer ful na širše učim na tečaju jasnovidnosti, za katerega sem se odločila, da ga ponovim. Tečaj jasnovidnosti in angelske terapije, s tem pa to prosil, če se lahko vrne, evo, vrača se 2.10. v živo, zaradi tega, kakle te moram res nekako bi te rada ful začutila, ampak ta tečaj je toliko pomemben, če bi prišlo do kakršnih koli ukrepov, kaj pa energije se spreminjajo, ne? Definitivno bo pa na spletu, ampak skratka ful pomemben tečaj, ful lušten tečaj, tako da se vrača in tam recimo govorim in učim načrtnih teh astralnih popotovanj tudi v spanju, ampak vi, ki že to imate, boste imeli tudi zelo žive sanje. Jaz vam res priporočala, da od zdaj naprej delate načrtno sanjanje. To pomeni, da zvečer mogoče lahko imaš nek zvezek, napišeš dragi nadangel Mihael, dragi nadangel
angel Ariel, kdorkoli že, ja, prosim, preko sanj mi daj odgovor na to pa to. Ne pusti torej sanje, da kar mal same šibajo, čeprav je to čist fajn, ampak da greš noter z vprašanjem. Ko prideš ven iz takih sanj, okay, si zapiš simbolike, tudi če se ti zdi, da ni bil direkten odgovor, ne vem, videla nocem nekega leva, razumeš, pa si ti napiši, kaj tebi predstavlja lev, ker boš na tak način izluščila ven sporočila za sebe. Ne? To ste astralni jasnovidci. Naravni jasnovidci ste tisti, kateri sodelujete z naravo. Imate blazno povezavo z Lady Gaga, torej imate naravo. Vi ste tisti, ki lahko delate preroštva in kukanja v prihodnosti preko tega, da berete vzorce narave, ko vidiš, da se nekje pojavi neko zaporedje, pa točno veš, da bo ali nek potres, ali da moraš ti nekaj paziti, ali ti pa ful prihajajo živali na pot in točno veš, da ti prihaja na en isti način, v najbolj takih nenavadnih trenutkih, te res drugače opazujejo, vidiš, da res gledajo vate. To ste naravni jasnovici in tukaj angeli in mati narava sodelujejo za vas, z vami, razumeš, zaradi tega, da vam dostavljajo sporočila. In vi ste tisti, ki imate z mati naravo toliko lepo povezavo. Recimo tipi naravnih jasnovicov, to da boste vedeli, so recimo ljudstva, kakor so indijanci, aboriđini in tako dalje, ki imajo vse, kar je pomembno, ta stik z naravo. In enako imate vi, verjamem, da ste tudi recimo po prejšnjih življenjih bili v kakšnih takih plemenih in tako naprej. Tako da, ko dejansko se vam nekaj dogaja, ne pozabiti, vi zdaj veste, kateri ste, ne pozabiti gledati okoli, ampak pejte s konkretnim vprašanjem. Torej, mati narava, angeli, preko narave mi sporočite odgovor za mene, za točno to, in potem v naslednjih recimo 3 do 5 dneh nekako opazuješ signale, ki ti v naravi prihajajo in si jih interpretiraš. Ne iskati neke razlage na internetu, kaj točno to pomeni, če točno to vidiš, ali pa točno to žival, zato ker to je preveč splošno. To je isto kot sanjska knjiga. Sanjska knjiga, glede na to, kaj recimo za one, ki ste astralni jasnovidci, ne more ti vse točno povedati. Mi nismo vsi isti, ne more obstajati nek, razumeš, univerzalni leksikon, ki bo govoril, da če ti sanju sovo, to pomeni in potem to pomeni tudi zate. Jaz nisem ti nisi jaz, kljub temu, da lahko sodelujeva, razumeš, sova lahko zame ena stvar pove in za tebe druga stvar, zato je ful pomembno, da se sami sebe vprašate, kaj te pomeni to, kar sanjaš, oziroma recimo vidiš v naravi, kaj te pomeni, če vidiš šojo, razumeš, kaj te predstavlja šoja, če ti vidiš veverco, za nekoga je veverca lahko iskrivost, nagajivost, lahko je navihanost, za nekoga je pa lahko pridnost, ker, ne vem, nabirajo lišniki, ki pa izkrivajo, pa da morajo narediti neko zalogo energije ali pa denarja. A veš, pač veverca ima lahko taki 2 različni razlagi. Tako da, kaj tebi to pomeni? Naučite se na tak način interpretirati. In še zadnja jasnovidnost, taka, ki pride ob raznih trenutkih, sunkovita jasnovidnost, so mi angeli rekli, se imenuje. To so pa oni, ki imate neke prebliske, razumeš? Ki te nekaj kar zadane. Nekdo nekaj reče in ti si, in imaš kar vizijo, ali pa dobiš kar preblisk, ali pa nekaj vidiš in kar pade čez tebe. Na to ne moreš vplivati, ni načrtno, ni naprej pripravljeno, pa kar pride. Včasih mogoče tudi ob kakšnih takih trenutkih, ki si misliš, a resno, a res, zdajle, in zdaj moram to narediti, zdaj moram to reči, ampak ja, to je sunkovita jasnovidnost, ker se je ves čas priklopila na portale in ko se sortirajo pomembne informacije, se tebe opozori preko te sunkovite jasnovidnosti, tole je pomembno. Ko se vam te prebliski dogajajo, pa te občutki, ne iti mimo njih. Ker če ti rečeš, to ni nič, to si jaz nekaj želim. Dosti ljudi vidim, ki ima darove sunkovite jasnovidnosti, to bi mogoče tukaj ful hotela za vas prilagoditi in oni kar to zavržejo, kot da ni pomembno, ne tega delati. Zato, ko pa se ti začne taka vrsta jasnovidnosti umikati, kar je pa škoda. Skratka, zdaj veš, kakšen jasnovidec si in kaj delati, kakšna jasnovidka si. Če pa te zanima, da bi vse te darove mečkam bolj pilila, te pa vabim seveda se pridružiš seveda
tudi meni, zdaj unika bi radi samo z angeli delali, recimo danes sem jih kar omenjala, torej v mesecu septembru delamo na internetu, so stacionarni posnetki, ekskluziv skupina, ampak seveda so tudi čudoviti tečaji, jasnovidnost sem že prej omenila, tečaj jasnovidnosti in angelske terapije, kličem v svoje vode, nove angelske terapeute, res jih rabimo, ljudje bojo to rabili, ljudje doživljajo marsikatere zdaj vzpone pa pace in je zelo pomemben, da bomo imeli dobre angelske terapeute, da vas naučim angelskih terapij po moji avtorski metodi, da pomagate naprej. In vsi moji terapeuti pravijo, da imajo neverjetne rezultate, hkrati pa zelo izostrim tvojo jasnovidnost. To se prične 2.10. Rekla sem v živo na Dunajski. Če bi prišlo do kakršnekoli spremembe, se bom jaz prilagodila, se bo zgodilo na spletu. Imaš pa tudi Akademijo kanaliziranja, 17. oktober planirana za uživo na Dunajski in potem, mislim, da je 10.11. pokuki na spletni strani. Imaš pa spletno varianto, je pa ob večeri za une, ki vam pač te spletne variante bolj odgovarjajo. Imamo tudi angelske komunikacije, bojo prišle novembra, o tem bom kakšni kasnejši video vsebini še mečkam bolj spregovorila, ka angeli si pa res zaslužijo take posebne razlage, še posebej. Tako da vse to prihaja. Pokuki si, jaz te lahko res vodim čez konkretne metode. Pri nas je vse, jaz imam tako narejen, da je vse blazno praktično naravnano. Dobiš ogromno znanja, ampak potem praksa. Dobiš tudi svoj sistem, mi mu rečemo nebeška shramba, kjer imaš noter naložene meditacije. Čisto vsak tečaj ima ogromno meditacije, ogromen vaj, ogromen razvoj, dodatne video vsebine so noter naložene. Kljub temu, če si z mano v živo, to pomeni, da nič ne zgubiš. Tudi če si z mano tukaj v živo, pa so kakšne pomembne vaje, imaš potem posnetke, tudi dodatne v shrambi. Skratka, res je ena taka super stvar, kjer tudi moje mentorstvo lahko postavljaš vprašanja, če se ti kaj takega zgodi. Res te zgradim do tega, da se čim bolj odpreš k tem darovom. Jaz verjamem, da ti je bilo tole zanimivo, seveda definitivno razvijaj to v tem obdobju, zaradi tega, da ohraniš svojo smer življenja. Jaz ti vsekakor želim vse najlepše. Vse informacije imaš na potovanjeduse.si. Se vidiva, slišiva in čau.